Bitcoin je dosegel rekordnih $100,000. Teh težko pričakovanih 100,000. No, in kaj to pomeni, si bomo ogledali v današnjem videu. In najprej si bomo ogledali mesečni algoritmični graf. Te vzorce imamo začrtane na našem grafu že od prej. In kot lahko vidimo, se mi trenutno gibamo po tem medvedjem vzorcu naraščajočega, razširjajočega klina. Ta vzorec vztraja tako na mesečnem grafu, kot tudi na tedenskem, ki si ga bomo potem malce kasneje ogledali. Zdaj, preko tega vzorca se mi lahko gibamo še više. Seveda se lahko, kot vidimo, ta zgornja meja se vedno bolj viša iz meseca v mesec in glede na to mejo lahko dosežemo tudi tam nekje 140–150 tisoč. Zdaj, kar sem jaz že večkrat poudaril, je, da mi ni všeč volumen, ki smo ga dobili s to rastjo. Sam poglejte, kakšen volumen smo imeli tukaj v tem obdobju, ko je bil Bitcoin tam nekje 19 tisoč, pa vse gor do 28 tisoč. No, od takrat naprej tega volumna praktično ni. Poleg tega bo treba tudi tukaj malček paziti, če ste slučajno opazili, imamo tukaj vrh in višji vrh v gibanju cene, bom jaz tole kar označil, torej vrh in na to višji vrh, medtem ko RSI pa je naredil tukaj vrh in nekje vrh na isti višini. Je pa stokastik RSI vsekakor, kaže signale bikom v prid. Zdaj, bike vsekakor čaka težka naloga, da premagajo tale RSI vrh od prej. Zdaj, ali se to lahko zgodi? Vsekakor se lahko in mi bomo morali to spremljati še naprej, tako da ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. Pojdimo zdaj na tedenski graf. In tudi tukaj lahko vidimo zelo jasno, kako se nam dela tale medvedji vzorec razširjajočega, naraščajočega klina. In tudi tukaj lahko vidimo tole medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh in zdaj očitno delamo višji vrh v gibanju cene. Medtem ko tukaj RSI pa je naredil vrh, ko smo bili celo prekupljeni, in zdaj delamo tukaj vsaj zaenkrat nižji vrh. Tako da malček bo le treba spremljati, če bomo slučajno dobili kakšen popravek. Stokastik RSI je definitivno bikom v prid. Definitivno, če premagamo tole medvedjo divergenco ali pa tudi, če naredimo morda divergenco na isti višini, je tukaj vsekakor še prostora za rast, da lahko gremo še naprej gor, kot sem že prej omenil, do tam nekje 140 tisoč, lahko tudi 150 tisoč. Tako, dajmo si zdaj pogledati še dnevni graf, pa bom tukaj dal nazaj na avtomatsko poravnavo. Te divergence bom zbrisal, da nas ne bodo motile. In zdaj si bomo pobliže pogledali, kaj se nam tukaj kaj dogaja. Zaenkrat ni nekega jasnega vzorca, imamo pa medvedje divergence. Tukaj recimo vidimo, imamo vrh, višji vrh, bom kar označil, torej vrh, višji vrh, in potem tukaj imamo spet malček višji vrh, ampak po mojem lahko gremo še više preko tele divergence, tako da to bo treba še malček spremljati. Medtem ko RSI pa vidimo tukaj je naredil vrh, nižji vrh in očitno bomo naredili še en nižji vrh. Razen seveda, če to divergenco premagamo in naredimo višji vrh od tegale ta zadnjega. Torej, više od, koliko imamo tle, 82.
Ampak smo v bikovskem teku, vsekakor imamo trend navzgor, tako da tukaj je treba spremljati tudi skrite bikovske divergence. In to smo tudi imeli. Imeli smo eno tukaj, kjer imamo dno in višje dno. Samo reček bom tudi tole označil, torej dno, višje dno. Medtem ko pri RSI-ju smo imeli dno in nižje dno. In tudi tukaj zdaj se očitno dela še ena skrita bikovska divergenca, kjer imamo dno in višje dno, medtem ko pri RSI-ju pa smo tukaj naredili dno in dno na nekje isti višini. Tako da vsekakor možnosti za rast so tukaj vsekakor še zelo močne. Zdaj, če bi pa prišlo do kakršnega koli popravka, bi pa najprej spremljal tole mejo na tam nekje 89 do 90 tisoč, če jo slučajno izgubimo. In če bi jo slučajno izgubili, je tale naslednja pomembna meja 76 tisoč, tale tukaj 70, 72 tisoč je pa vsekakor najpomembnejša meja, ki smo jo poskušali prebiti, po mojem, da ko smo imeli tukaj časa 9 mesecev. Drugače pa stokastik RSI vsekakor tukaj kaže prednost bikom, križali smo se navzgor in lepo potujemo navzgor. Tako da jaz bi zaenkrat pričakoval še nadaljevanje rasti. Je pa ta situacija vsekakor vredna spremljanja in tako kot sem omenil, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, ker bomo to tudi zvesto spremljali. In tako pač ne boste zamudili nobenega videa. Naj se zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz in s drugim paketom dobite dostop do Discorda, kjer spremljamo kriptovalute tudi na nižjih časovnih intervalih. Tako da v bistvu dobite še boljši občutek, kaj dejansko spremljam. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do dneva nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje, kar lahko pomeni tudi, da nekateri patroni lahko nakupujejo zastonj. No in že ko smo pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Zbralo se je že nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI in tukaj je tudi ARI. To je indikator, ki pokaže, kam na kriptotrgu se prenaša denar oziroma kam se giblje denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Če morda mislite, da so te informacije uporabne še za koga, kakšnega vašega kolega, delite ta video z njim. Vsekakor pa tudi mene zanima, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Sem morda kaj spregledal? Ste morda vi še kaj opazili drugega? Kar napišite spodaj pod komentarji in začnimo debato. In seveda na tem kanalu se obeta še ogromno zanimivih videov in edini način, da jih ne zamudite, je pač, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanje. Samo tako vas bo YouTube takoj obvestil ob vsakem novem naloženem videu. To bo tudi to za danes. Jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.